Najprej nekaj uvodnih idej, ki predstavljajo povzetek tega, o čemer smo govorili. Začeli smo v 11. stoletju. Začeli smo z Petrom Abelarjem in Eloizo. Začeli smo z njunim razmerjem in se spraševali, kako razumeti ljubezen med njim in njo. Nismo začeli z Jezusom, pa z Magdaleno. Se pravičujem. Mislim, da ne, ampak tudi če smo, to ni nepomembno, kar sem zdaj povedal, tudi če smo, bo takoj postalo jasno, zakaj ni nepomembno to, kar sem povedal. In kasneje smo se ves čas ukvarjali z neko materialistično dialektiko, če lahko tako rečemo. Ukvarjali smo se v resnici z minimalnim materialističnim dispozitivom tega, kar imamo lahko ljudje med seboj. Minimalističnim, oziroma minimalnim pomeni, da nas je ves čas zanimalo tole. Gre za spoznanje, zelo elementarno spoznanje o realnosti ali pa o realnostih še raje, v katerih živimo oziroma v katerih bi kadarkoli lahko živeli. Zdaj, za vsako realnost, v kateri bi lahko živela človeška bitja, kadarkoli velja tale minimalni materialistični dispozitiv. Če obstaja identiteta A, mora nujno obstajati na nekem kraju A. Torej, identiteta česarkoli ne more obstajati, če ne obstaja kraj, ki ga lahko pripišemo, oziroma kraj, na katerem se identiteta tega A lahko oblikuje, oziroma lahko opišemo, oziroma lahko o njej sploh spregovorimo. Torej, če lahko spregovorimo o katerikoli identiteti, naprimer o identiteti moškega, kateregakoli moškega, in če lahko govorimo o katerikoli identiteti, katerekoli ženske, potem mora obstajati tak kraj, oziroma morajo obstajati taki kraji, na katerih se identiteta, da bi sploh lahko o njej govorili, oblikuje, nastane. Torej, identiteta ne more obstajati nikjer. In če torej obstaja taka identiteta, da jo lahko opisujemo, da lahko o njej govorimo, in tak kraj, o katerem ravno tako lahko govorimo, in razmišljamo, na katerem kraju se oblikuje identiteta A, potem mora obstajati tudi identiteta ne A, ali neka druga identiteta B, na kraju B, o čemer znova lahko razmišljamo. Ta minimalni dispozitiv pomeni, da lahko, oziroma, če smo resni, tudi moramo, razmišljamo o vsaj 3 elementih. Ne moremo razmišljati o manj kot o 3 elementih. Torej, razmišljamo o identiteti, razmišljamo o kraju, kjer nastaja, kjer se oblikuje, in razmišljamo o nekem drugem kraju, o neki drugi identiteti. Če ne razmišljamo o teh 3 elementih, ne moremo reči ničesar resnega o nobeni identiteti. In to nas vodi k spoznanju, da govorimo o človeških bitjih, govorimo o moških in o ženskah, obstaja
za vsako identiteto, vsakega moškega in vsako identiteto, katerekoli ženske, nujna možnost zaradi povedanega, da pripišemo torej vsaki možni identiteti vsaj dve zmožnosti. Vsak človek ima vsaj minimalno dve zmožnosti. Je torej zmožen za dvoje. Najprej je zmožen za predstavljanje samega sebe. Vsakdo ima vsaj eno predstavo, vsaj eno idejo o sebi. Se pravi, kdo je. Vsak človek ima vsaj eno. In ker ima vsaj eno, se lahko predstavlja, se lahko predstavi nekomu in pove kaj o sebi. Naprimer, kdo je, kakšna je njegova oziroma njena identiteta. To je prva nujna zmožnost. Zmožnost predstavljanja. Ker pa smo rekli, da za vsako identiteto velja, da lahko nastane, se oblikuje in se tudi predstavlja samo na določenem kraju in da mora obstajati še nek drugi kraj, velja, da ima vsak človek še vsaj eno zmožnost. In to je, da se prestavi z kraja A na kraj B, na nek drug kraj. To pomeni, da ima vsak človek zmožnost, da lastno identiteto razume na način A, pa tudi na način B. Ali drugače, v resnici noben človek ne more vztrajati pri trditvi, vsaj nesmiselno, da je njegova ali njena identiteta natanko taka, kot on ali ona verjame, in nič drugačna. Oziroma ne more smiselno trditi, da ne more biti drugačen. Kar nas, mutatis mutandis, pripelje do ideje, s katero smo se veliko ukvarjali, in sicer, da je v določenem smislu identiteta človeških bitij nedoločljiva. In danes se bomo vrnili v zanimivo obdobje, izjemno zanimivo obdobje. V obdobje, ki ga v grobem zaznamuje nekaj avtorjev, nekaj razmišljanj o naravi človeških identitet, pa še en zelo poseben dogodek, ki je povezan z prejšnjo pripombo, o čem smo v resnici začeli. To obdobje, v katerega se spuščamo, zaznamuje nekaj avtorjev, kot naprimer Epikur v 4. stoletju pred našim štetjem, zaznamuje ga Sokrat oziroma Platon. In v drugem koncu, če lahko tako rečem, ga zaznamuje taki avtorji, kot je Epiktet, kot je Mark Aurelij, in v nekem posebnem smislu, poseben način, v 4. stoletju našega štetja, Gregoris Nise. V vmesnem času, pravzaprav natanko v vmesnem času,
se rodi Jezus Kristus in zaznamuje s svojim delovanjem konec neke sekvence, konec neke posebne, antične, poganske sekvence in zaznamuje neko novo, zelo drugačno sekvenco, ki dobi v 4. stoletju, zato je Gregor ni se tako zelo pomemben avtor, posebno naddoločujočo idejo dobi. To obdobje, ta sekvenca, ki se začne z Jezusom, dobi v 4. stoletju ne samo eno, serijo naddoločujočih idej, ki so za naše razmišljanje zelo pomembne in s tem se bomo ukvarjali. Spomnite se, da je celotno razmišljanje, s katerim smo se ukvarjali, o ljubezni med njim in njo, zaznamovala ena sama temeljna ideja. In sicer, da človeška bitja nimamo na razpolago naravnih virov, ki bi nam pomagali razumeti medsebojne odnose tako, kot to lahko pripišemo živali. In da je zaradi tega ljubezen eksces. Ljubezen je vedno eksces, kar pomeni, da morda, samo morda, človeška bitja lahko živijo tudi in preživijo tudi brez nje, tudi brez ljubezni, da pa po drugi strani ljubezen, prav ljubezen kot eksces, nujno nadaljevanje vsega, kar imamo lahko ljudje kadarkoli med seboj. Torej, ravno kot eksces nas potisne v nov svet, ali bolje v nove svetove, ki definitivno niso naravni in tudi ne morejo biti. Torej, ljubezen je tisti presežek nad tem, kar imamo lahko ljudje spontano med seboj, ki nam da v razmislek idejo, koncept o možnih svetovih, ki jih lahko ljudje ustvarjamo in v katerih lahko živimo. Zato ljubezen nikoli ne more biti nikakršno vračanje k nečemu, kar smo že domnevno nekoč doživeli ali pa so doživeli naši predniki. Ljubezen ne more biti nikakršno vračanje k ničemur, kar bi bilo domnevno naravno ali pa kar je nekoč že obstajalo, pa smo morda na to pozabili in tako dalje in tako dalje. Kje pa? Ljubezen je lahko samo nekaj, kar nas potiska v nove realnosti, v nove svetove, v nove načine medsebojnih odnosov, v nove oblike življenja, skupnega življenja, medsebojnih odnosov in tako naprej. Ne pa v karkoli starega, čeprav se bomo paradoksno danes ukvarjali ravno s tem, kar so stari zelo dobro vedeli in gojili dolga stoletja in je morda ponovno čas za nov razmislek o tem, kaj so stari že vedeli, ko so govorili o ljubezni med njim in njo. Kaj vesta, recimo, Grk in Grkinja, kaj vesta Rimljan in Rimljanka, kaj celo po nujnosti vesta.
ta izraz po nujnosti je zelo pomemben, kajti govorili bomo o nečem, kar številni avtorji, nekaj sem jih že omenil, imenujejo kultura sebstva. Danes torej govorimo o kulturi sebstva. In mislim, da je izjemno pomembno, če poskušamo najprej zelo natančno artikulirati neko idejo, ki jo najdete v Platonovih spisih in v Aristotelovem spisu o duši. Platon na nekem kraju skuša odgovoriti na vprašanje, kaj pomeni skrb zase. In najprej reče, da je to dolžnost vsakega človeškega bitja. Vsak človek je dolžan skrbeti zase. Prvič, zakaj bi bil človek dolžan skrbeti zase? Najbolj preprost odgovor na vprašanje je, da je zaradi tega, kar bo stoletja pozneje ponovno artikuliral Epiktet, ker torej nima naravnih virov, ki bi mu povedali, ki bi mu spontano povedali, kako živeti, ker torej teh naravnih virov nima, je dolžan razmišljati o vprašanju, kako živeti. In ker je dolžan v nujnosti razmišljati, kako živeti, je to razmišljanje po svoji notranji naravi že zavezano dolžnosti, da človek skrbi zase. Kajti, če ne skrbi zase, utegne propasti. Če ne skrbi zase, je lahko dolgoročno pogubljen. Lahko postane njegovo življenje destruktivno. Lahko zaide, kot se reče, na slabe poti. Zlasti pa je dolžnost skrbeti zase vezana na preprosto dejstvo, da je socialno bitje, torej da živi skupaj z drugimi ljudmi. In da mu kratko malo ne more biti vseeno, v kakšne odnose vstopa. Torej, skrb zase, zato nikoli ni zgolj skrb za posameznikovo telo ali posameznikovo dušo, ampak je vselej že tudi skrb za druge ljudi. Ne neposredno, skrb za druge ljudi je učinek skrbi zase. Človek, ki se ukvarja s seboj, ki skrbi zase, posredno že nujno vpliva na druge ljudi, ker vstopa v odnose z njimi in seveda s tem tudi deluje nanje v smislu skrbi zase. Bomo videli, kaj se to pomeni. Skrb zase je torej v osnovi ideja, ki mora voditi k oblikovanju kulture skrbi zase, ker nikoli ne more zajemati samo enega človeka. Ker je vsak človek socialno bitje in vse povedano velja za vsakogar. In Platona zanima, kaj pomeni skrb za sebe. Kaj je tisti sebe? Kaj je sebstvo, za katerega naj bi človek skrbel? Prvi Platonov odgovor na to vprašanje je, da je sebstvo duša. Skrb zase je skrb za dušo
In ne smemo pozabiti, da je Platon pogan. Platon ne govori o krščanstvu, ne more govoriti o krščanskem pojmovanju duše. In to je dobro. To je zelo dobro, kajti na novo vprašanje, kaj je duša, Platon ponudi fenomenalen odgovor. Duša je nekaj božanskega v vsakem človeku. Platon nikjer ne reče, kaj duša je. Kaj substancialnega, recimo, oprijemljivega ali ne vem, kaj takega, da se lahko dotaknete. Pove natanko to, kar sem rekel. Duša je božansko v samem človeku, kar seveda pomeni, da ukvarjanje s seboj, da skrb zase, paradoksno sploh ni skrb za nekaj, kar bi si človek lastil. Ker je to skrb za nekaj božanskega v njem. Ko človek skrbi zase, v resnici skrbi za nekaj božanskega, kar je nujno v njem. Zdaj skrbi za nekaj univerzalnega. Če pa skrbi za nekaj univerzalnega, potem pa že na začetku postane jasno, da ne more biti skrb zase prepuščena kakršnemu koli mnenju, ki bi ga utegnil imeti o tem, kaj sploh skrb zase je. Zato je na začetku kulture, antične kulture skrbi zase, vselej filozofija. Prvi in najmočnejši vzvod skrbi zase je, da človek filozofira, da se ukvarja z filozofijo. Skrb zase v antičnem svetu tako rekoč v ničemer ni podobna temu, kar danes imenujemo ideologija zdravja, ideologija skrbi zase. Ta dva koncepta sta popolnoma neprimerljiva med seboj. Danes skrb zase v glavnem pomeni, da ubogate znanstvenike in uporabljate tehnologije in poskušate z njimi nekaj narediti na sebi. Nobene filozofije pri tem ne potrebujete. Zato je današnja skrb zase neprimerno revnejša, skromnejša od antične. Od skrbi zase, ki pomeni skrb za božansko v vsakem človeku. Kar že vnaprej onemogoča vsak egocentrizem, onemogoča posamezniku, da bi bil egoistično zaverovan sam vase in da bi na podlagi take vere gradil svoj življenjski slog, kot se reče. Tega danes, kakor hočete. Tega je, kakor hočete. Vsakdo lahko gradi svoj življenjski slog. Ali pa ga preprosto izbere iz ponudbe življenjskih slogov, ki se ponujajo tržišču. In Platon je bil nad tem zgrožen. Na tem namreč ni nobene skrbi za božansko, gre zgolj za skrb zase. V smislu je to zelo egoistično početje. Vsak ne poskrbi zase, vsak ne skrbi za svoj življenjski slog. To je lahko celo propagandno geslo. Vsak človek je drugačen, vsak človek lahko gradi svoj življenjski slog, ki je seveda malo drugačen od življenjskega sloga kogarkoli drugega. Skrb zase zato zajema po nujnosti, seveda, vsaj še dvoje. Prvič zajema askezo.
askezo, oziroma način, ki je zopet ravno nasproten od tega, kar ponuja današnja ideologija zdravja. In to je samoomejevanje. V antičnem svetu je askeza najprej omejevanje samega sebe, je obvladovanje samega sebe. Ideja skrbi zase je namreč neposredno vezana na idejo vladanja oziroma obvladovanja, kar pomeni, na primer, med drugim tole. Vsak starš, vsak roditelj, ki želi vzgajati naslednjo generacijo svoje otroke, pa otroke drugih, lahko vzgaja samo, če je zmožen za samo omejevanje in samo obvladovanje. In včasih je prav zabavno pogledati, kako se, na primer, odrasli ljudje zgražajo nad mladino. Vsaka generacija se zgraža. Vedno znova je mladina nevzgojena, problematična, nekaj je narobe z njo. Zanimivo je pogledati v istem času, v istem obdobju, ko se, na primer, pritožujejo čez mladino, pogledati, kako se pa oni sami obnašajo. Ravno tako so nevzgojeni in ravno tako so neobvladani in ravno tako so sfuznani, če mene vprašate. Ta posamična ideja samoobvladovanja in samoomejevanja je v današnjem svetu izjemno pomembna. Kajti, kot sem že prej rekel, sodobna ideologija, primer zdravja, skrbi zase, izhaja iz neke domneve, ki jo v antičnem svetu ne najdete, ne poznajo. To je domneva, da imajo ljudje, še preden se sploh lotijo kakršnekoli skrbi zase, potenciale. Genetske, konstitucijske, naravne, kakršne hočete, kozmične zarazmere. Da imajo potenciale in zato je danes tako zelo popularna, tako zelo priljubljena, pomembna psihologija sebstva, kot bi rekel Michel Foucault. Psihologija ukvarjanja s seboj. Ukvarjanja na način, ki je v resnici v osnovi zelo sporen. Gre za ukvarjanje s seboj v smislu, katere potenciale imam, kako naj jih odkrijem, da bi jih potem razvijal, da bi postal dober, karkoli že, dober atlet, športnik, pesnik, umetnik, karkoli. V antičnem svetu ta ideja ne obstaja. Ravno obratno je res. To, kar imenujemo potenciali, človekovi potenciali, so v resnici učinek skrbi zase, ne pa nekaj, kar že obstaja, še preden se lotimo skrbi zase. Zato je v sodobnih ideologijah zdravja izjemno veliko obskurantizma. Skrajno problematičnih idej, ki so napol mistične, pogosto sprte zdravim razumom, celo zdravim razumom. Da se ljudem, marsikomu, zdi, da je izjemno pomembno v življenju, kaj se jim, da preteče 100 km naenkrat, pa 1000. Ali pa da greste do skrajnih meja, da nakopičite toliko mišic, koliko se jih sploh da nakopičiti, 200 kg naprimer. Ljudje umirajo zaradi tega. Ker je osnovna ideja v bistvu sprta z samo logiko tega, kar je
prednost antičnega razumevanja sebe. In to je, da če človek želi zares skrbeti zase, potem je njegova osnovna dolžnost, da skuša samega sebe omejevati, ne pa kopičiti čez vse mogoče mere, karkoli že, kot sem rekel. In navsezadnje danes na obči ravni ima celotna civilizacija resen problem z samo logiko omejevanja oziroma samoomejevanja in kopičenja vsega čez vsako mogočo mero. Ta problem današnje civilizacije prav gotovo ima, zato v zadnjem času zelo pogost del besednjaka politikov, da mora biti naš razvoj vzdržen. To je natanko antična ideja. To je antična ideja. Vzdržnost. To je preprosta ideja, če hočete živeti nekaj časa, potem se je dobro omejevati, ker drugače se zna zgoditi, da boste pokurili vse vire, vse resurse jutri. In potem ne bo sploh ničesar, za kar bi še lahko skrbeli. Prav, skrb zase je dolgoročni projekt ali pa sploh ni resen projekt. Je morda zgolj del bahanja, spektaklov, razkazovanja mišic, česarkoli že, uspehov, dosežkov, zato da človek pobere tistih 15 minut slave. Askeza torej oziroma samoomejevanje. Na tem temelji vsaka mogoča vzgoja. Vzgajati, naprimer, mlade ljudi najprej pomeni omejevati jih. To je logično. Temelj vsake resne vzgoje, kot pravi Immanuel Kant, naprimer, v 18. stoletju, sklicujoč se na Rousseauja, je disciplina oziroma je red. Drugo ime za to je samoomejevanje. Samo obvladovanje. In šele askeza, samo omejevanje, lahko ustvari to, kar naprimer tudi v času, v katerem živimo, saj tako se zdi, vedno znova se zdi, ljudje tako zelo pogrešajo, morda čisto intuitivno, pa se imajo prav, in to je avtoriteta. In se sprašujejo, kdo je sploh danes še komu avtoriteta? In kaj sploh pomeni biti avtoriteta? A sploh še obstaja avtoritete? A sploh še kdo koga pripravljen poslušati, naprimer? Kaj šele morda koga spoštovati ali pa ubogati? To vidite lahko na vsakem koraku, kadar hočete. Lahko to preverite. Zadošča, da se 3 ljudje pogovarjajo, v 3 minutah ugotovite, ali se sploh spoštujejo med seboj, ali cenijo drug drugega kot naprimer, resne sogovorce, ali pa ne. Lahko to ugotovite tako. Ali pa koliko mladi ljudje spoštujejo starejše generacije, koliko starejša generacija spoštuje mladi ljudi. Kaj je spoštovanje, kaj sploh pomeni spoštovati drugega človeka? Samoomejevanje torej. Samoomejevanje, pravijo stari, lahko poteka samo v logosu. V logosu to pa pomeni, da je človek zmožen samoomejevanja prek razmišljanja o sebi, ki seveda v zadnji instanci vodi do tistega znamenitega grškega vzklika spoznaj samega sebe. Skrb zase, logično, mora voditi k dolžnosti, ki je za Grke v določenem obdobju preprosto sveta. Spoznati samega sebe. Rekli smo že, da ta sebe ni nekaj, kar obstaja v človeku, kar naj bi se razkrilo, odkrilo, kar naj bi človek po napornem potovanju spoznal, ker je to sebe
božansko v človeku. Ali o tem smo že veliko govorili, božansko v človeku pomeni človekovo zmožnost za neskončno. Ko človek odkriva, spoznava samega sebe, ne spoznava nečesa partikularnega, kar je v njem, ravno nasprotno. Bolj ko spoznava samega sebe, bolj spoznava božansko, ki je v njem. Ideja, ki jo najdete, to je zanimivo. To je izjemno zanimivo. Tako rekoč, skoraj v istem času, v prvem stoletju našega štetja, če berete dela, ki jih je napisal sveti Pavel, če berete njegova pisma, Korinčanom, če berete avtorefleksijo svetega Pavla, ko piše, kaj se mu je zgodilo na poti v Damask. Ker se mu je nekaj zgodilo. Zgodilo se mu je natanko to, o čemer sem govoril čisto na začetku, kar je minimalni dispozitiv vsakega človeškega bitja. To je materialistični dispozitiv. Če obstaja kraj A, kjer se oblikuje identiteta A, mora obstajati tudi kraj B, kjer se oblikuje identiteta. Sveti Pavel je en najbolj eklatantnih primerov te dialektike, materialistične dialektike. Kako se človek lahko spremeni, tako rekoč v minuti. In sveti Pavel ima to izjemno izkušnjo in privilegij, ker je učen, ker je načitan, ker je študiran. Na vse zadnje, ker je pismen, lahko o tem piše in dejansko piše. In kaj odkrije v sebi? Natanko to, o čemer govorijo Sokrat, Platon in tako dalje, ko razmišljajo o duši, in to je božansko v samem človeku, kar je med drugim ena temeljnih idej Jezusa Kristusa. Ki zaznamuje, kot smo rekli, konec neke sekvence in hkrati začetek neke druge, ki bo čez približno manj kot 400 let, seveda, čez približno 300 let, 350 let, pozabljeno. To spoznanje je v času, ko piše Gregor iz Nise, že pozabljeno. On je en prvih modrecev, ki poskrbi za uveljavljanje popolnoma nove ideje, novega načina razmišljanja, katerega deleči smo bolj ali manj vsi mi danes, in to je, da je naloga človeškega bitja, to je naloga, ki je popolnoma tuja, recimo, grškim mislecem in tudi stoiškim mislecem, recimo v prvem in drugem stoletju našega štetja. In sicer, da naj človek preišče svojo dušo. Da naj brska po sebi, da se ukvarja s seboj, kot se reče, in preišče vsak kotiček svoje duše. Ideja, ki je nezdružljiva z antičnim grškim pojmovanjem duše, ki je božansko v človeku. Morate raziskati vsega božanskega, ker je neskončno. In to vodi v celo vrsto patoloških tehnik samoraziskovanja, ki so obremenjene z občutki krivde. In vsi smo deleči te nove sekvence, novega načina razmišljanja, da naj človek brska po samem sebi, kot da je v njem kaj takega, kar bi lahko odkrival, pa kar bi bilo treba odkriti. Kot da obstajajo skrivni kotički človekove duše, ki jo je smisel raziskati in tako naprej. In seveda analitične izkušnje to potrjujejo. Koliko ljudi je, ki so ujeti v logiko neskončnega, brezmejnega razmišljanja o lastni krivdi.
ko začnete razmišljati o svoji krivdi, kaj vse ste v življenju naredili narobe, recimo, pri vzgoji, v medsebojnih odnosih, v ljubezenskih razmerjih in tako naprej, ste se v bistvu že na pol pokopali, ste že v trugi. Ker je to na dolge proge, na dolgoročne, to samouničujoče početje, ker samo stopnjuje občutke krivde in neadekvatnosti. Nikoli ne morete do konca raziskati svoje duše in odgovoriti na vsa vprašanja, kaj ste narobe naredili, koliko ste krivi, koliko ste grešni in tako naprej. To sekvenco zaznamuje recimo ta ideja Gregorja iz Nysseta nekje v 4. stoletju našega štetja. In v tem času se že poslavljamo od tega, kar imenujemo kultura skrbi zase, sledi pravzaprav skoraj 1000 let srednjega veka, ki je v tem smislu, o katerem zdaj govorim, dejansko mračen. Iskanje krivde, obremenjenost z grehom, poglabljanje vase in odkrivanje najmanjših elementov, ki jih je treba nekomu povedati, da te odreši, da je treba iditi vedno znova k spovedi, se izpovedovati, da si človek očisti dušo in tako naprej. Antično pojmovanje, se pravi, do tega trenutka duše je neprimerno bolj produktivno, če me vprašate, in s tem smo se tudi letos ukvarjali. Odkrivanje božanskega v sebi ni v ničemer podobno iskanje temnih madežev na svoji duši, v svoji mladosti, v svojem otroštvu, v svoji preteklosti in poskušanja iskanja odgovora na vprašanje, kaj vse sem narobe naredil. Kot rečeno, ko začnete s tem, ste v bistvu že pogubljeni. Nikoli ne boste prišli do konca in to lahko vodi v tako grozljive občutke krivde, ki se seveda stopnjujejo. Bolj, ko odkrivate te temne plati svoje duše, slabše vam je, slabše započutite. In na koncu je ena sama groza pred vašimi očmi. In kot rečeno, analitične izkušnje nažalost potrjujejo, koliko ljudi je zaradi tega tudi pripravljenih oziroma zmožnih narediti samomor in preprosto prekiniti z tem neskončnim trpljenjem, ki ga povzroča odkrivanje recimo lastnih napačnih potez v življenju in tako dalje. Po drugi strani, če imate kakšne tovrstne izkušnje, nažalost danes, zopet govorim v tej luči, ali so kulture skrbi zase, ki je najprej kultura samoomejevanja, koliko terapevtov, kvaziterapevtov hodi tamle zunaj, ki so vam pripravljeni v minuti vzbuditi natanko te občutke krivde, z blesenimi vprašanji, če ste že odkrili ne vem katere plati svoje duše, če ste se poglobili v svojo osebnost, če ste to in ono. To je neverjetno, vsaj jaz tako doživljam, kako se danes pred našimi očmi razvija v bistvu neka perverzna kultura brskanja po sebi, ki v resnici ne vodi prav daleč ali pa sploh ne vodi nikamor, iz tega se pokujejo milijardni dobički. Milijardni dobički. Psihoterapija, na primer, ali pa psihoterapije so danes milijardni posel. In ni naključje, ker je brskanje po sebi v principu neskončen projekt. In ljudje, ki zanj skrbijo, pogosto niso niti slišali za to, kar je veliki ideal antične skrbi zase, torej askeza, samoomejevanje, ki je v logosu, kar pomeni, da nam razmišljanje in samo razmišljanje pomaga razumeti to, kar je v nas božanskega, razumeti, zakaj je skrb zase dobra. Skrb zase, ki je, kot smo rekli, ipso facto vselej tudi že skrb za drugega človeka.
V tem smislu je, in starši to pogosto težko razumejo, izjemno težko razumejo, najboljša vzgoja otrok, tista, ko starši pravzaprav bolj kot otroke vzgajajo sebe. In prek vzgoje, vzgajanja sebe, vzgajajo tudi otroke. Daleč najboljša vzgoja. Zato, ker je to, kar starši počnejo najprej sebi, lahko veliki idealen vzor otrokom in otroci so pripravljeni slediti. Zakaj so pripravljeni slediti svojim staršem? Ker jih imajo radi. Torej zaradi ljubezni. Vidite, kako izjemno zanimivo je prepletena ideja vladanja ki seveda vse pomeni moč oziroma silo. Ne morete vladati brez moči oziroma sile. Prepletena z samoomejevanjem in z ljubeznijo do drugega človeškega bitja. In če hočete, z erotiko oziroma spolnostjo. Zato ne bi smeli prehitro, in to se ponavadi zgodi, ne bi smeli, ker se zaslepimo za detajle, ki pa so pomembni. Ne bi smeli prehitro pleniti, češ, mi živimo v najbolj razsvetljenskih časih od vseh, ne vem, pogani so bili pa barbari, ali pa nikoli ne bi hoteli živeti v 2. stoletju našega štetja, ne bi hoteli biti ženska, ker ženske so bile podrejene moškim, moški so bili mačoti in so bili tirani in so izkoriščali ženske in bla, 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 bla. To nam v bistvu ne pove tako rekoč ničesar o realnih odnosih med ljudmi takrat in o kulturi, katere del so nujno bili. Ta izraz kultura tako pomembna. Gre za posamezne primere, kako so se delili nas. Vedno najdete, vedno, v vsakem občestvu najdete ljudi, ki se vedejo na en način, in najdete ljudi, ki se vedejo na drugačen način. Vedno. To je bila začetna ideja danes. Če obstaja kraj A, identiteta A, obstaja tudi kraj B, identiteta B. In z takimi anekdotskimi primeri ne morete pojasniti ničesar, ker je treba misliti kulturo, principe, na katerih ljudje gradijo kulturo. Naprimer, kultura skrbi zase. Če smo prepričani, če verjamemo, če hočemo verjeti, da so časi, v katerih živimo, razsvetljeni, potem samo pomislite na slavni Kantov spis iz leta 1784 z naslovom Kaj je razsvetljenstvo? Oziroma odgovor na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo. Preberite Kantovo besedilo zelo natančno, zelo podrobno. V resnici se Kant v tem spisu vrača k stari. Kant v tem spisu, ki je star ničko več kot 200 let, ponovi to, kar so stari že vedeli. Zakaj to ponovi? Ker ve, da je dobro ponoviti. Razsvetljenstvo je med drugim, če se za hip še zadržimo pri še pri enem avtorju, ki sem ga še prej omenil, je natanko to, kar postavlja v središče človekove eksistence v 2. stoletju našega štetja, ob koncu 1. stoletja našega štetja Epiktet, ki ve, da je človek ravno zato, ker ni naravno bitje, ker ni opremljen z naravnimi viri, da bi se obnašal tako kot žival, prisiljen, kar je na prvi pogled nenavadno, dejansko je paradoksno. To je paradoks. Samo to je del naše narave. In mi moramo biti zmožni misliti paradokse. Paradoks, o katerem spregovori Epiktet. In
17 stoletij pozneje, Kant, je tale. Človek je, zaradi tega, ker ni opremljen z naravnimi viri, tako naprej, prisiljen v praktične rabe svobode. Praktične vsakdanje rabe svobode. Živali nimajo te možnosti, da bi bile prisiljene v rabe svobode. Človek pač. Človek je prisiljen, kar pomeni, da ko govorimo, na primer, o razsvetljenstvu, ko govorimo o tem, da živimo v svobodnem času, še kar svobodna bitja, v osnovi najprej mislimo, objektivno bi lahko rekel, na to, da smo prisiljeni, da obstaja sila, da obstaja moč, ki deluje na nas, da smo siljeni v rabe svobode. In v besednjaku starih to se lahko zgodi samo v logosu. To pravi, rabe, vsakdanje rabe svobode, svobodnega vedenja, svobodnega delovanja, svobodnega razmišljanja in tako dalje, so možne samo skozi discipliniranje samega sebe v umu, v logosu. Samo pravi, in Kant to ve. Človek je svoboden šele, ko je zmožen disciplinirati samega sebe oziroma rabe svobode, na kateri je sicer obsojen. In temeljna oblika discipliniranja samega sebe je natanko ta, ki jo zapiše Kant v odgovoru na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo. Misli. Misli, o čemer hočeš in kolikor hočeš. In to povej na glas. Seveda, vsakdo, ki se resno loti rabe katerekoli svobode v vsakdanjem življenju, bo takoj ugotovil, govorimo o empiričnih izkušnjah, tukaj ves čas govorimo o empiričnih izkušnjah, da je pri tem ne samo omejen, ampak da je v resnici popolnoma determiniran. Da v nekem smislu, o tem pričajo izkušnje, človek ni svoboden, da bi delal, kar hoče. Da je ta sintagma, delam, kar hočem, možna šele v strogem ontološkem pomenu besede, se pravi, samo znotraj človekovega odpiranja do neskončnega. Samo v tem smislu in samo v tem je mogoče reči, da človek lahko naredi, kar hoče. Kar pomeni, da takrat, ko v tem strogem pomenu dela, kar hoče, ustvarja nekaj novega. Nekaj novega ima strogo vzeto pomen samo, če je v univerzalnem. Če ni, je zgolj različica starega. To, kar nam ponuja recimo kapitalizem. Variante istega. Pod plaščem kvazi razsvetljenskih idej, češ vsak dan vam ponujamo kaj novega. Sej ni res. Vsak dan vam ponujamo kvečjemu privlačne ideje istega, zapakirane nekoliko drugače in upamo, da jih boste kupili, da boste sprejeli, ne da bi pri tem preveč razmišljali. Zato je ideja razsvetljenstva neposreden izraz
človekove zmožnosti za samoomejevanje. Človek bi tvegal in bi celo lahko rekel, da je resnici nasvetljen šele tisti človek, ki je vedno znova sposoben omejevati samega sebe. Ki je sposoben, kot pravi Sokrat, vedno znova seveda, za spopad s samim seboj. Še preden se spopada z drugimi. Za Sokrata človek nima čisto nobene potrebe, da bi se spopadal z drugimi ljudmi. Ker je zadosti, da se spopada sam seboj. Oziroma s skušnjavami. Da ne bi obvladoval samega sebe. In zopet opozarjam, še nismo v krščanski sekvenci, še nismo v krščanskem času. Potem ima nobene zveze, Sokrat nima nobenih težav z razmišljanji o občutkih krivde, neadekvatnosti, tako da tega v njegovem besednjaku preprosto ni. Tega še ni. Gregor iz Nise se še ni rodil. To ne obstaja. Človek je nujno ujet v skušnjave, da ne bi obvladoval samega sebe, da bi popustil, da ne bi bil več na ravni tistega, kar je že storil, da ne bi bil na ravni tega, kar so stari imenovali etika. In s tem v zvezi je izjemno zanimivo in produktivno upozoriti, da tako rekoč prvi stavek iz neke knjige, ki je nastala nedavno, oziroma zdaj že kakšnih 20 let, ampak vendarle ni tako daleč, če govorimo o antičnih časih, napisal je Jacques Derrida. To je knjiga z naslovom Marxovi duhovi. Knjiga Marxovi duhovi se začne z neko zahtevo, z neko željo, morda celo z potrebo, s katero se posameznik obrne na filozofa in mu reče: rad bi se končno naučil, kako živeti. To je daljni odmev tega, o čemer govori Epiktet, tega, o čemer govori Epikur, tega, o čemer govori Sokrat, o čemer govori Platon, o čemer govorijo drugi stoiki, celo tega, o čemer govori Mark Aurelius. Končno bi se rad naučil živeti. Seveda, ker ne obstaja naravni način življenja, s katerim bi bil opremljen že, ko se rodim. Končno bi se torej rad naučil živeti. To je ugotovitev, ki jo lahko razumemo kot zahtevo. Kaj naj storim, ker bi se končno rad naučil živeti? Saj ni nobene nujnosti, da človek to sploh kdaj reče. Nobene nujnosti ni, da bi kdorkoli, kadarkoli to izrekel. Obstaja velika verjetnost, da številni ljudje rečejo: to me kratko malo ne zanima. Ker že vem, kako živeti. Oziroma, pustite me pri miru, živim svoje življenje. Nikomor nič nočem in se s tem sploh ne želim ukvarjati. Fajn. Nobene nujnosti ni. In v tem je seveda lahko tudi tragičnost kakšnega človeka, ker lahko vse življenje preživi, ne da bi se enkrat samkrat vprašal, ali sem se sploh pripravljen soočiti z zahtevo, oziroma z dolžnostjo, ki se name naslavlja, kot govorijo Sokrat in drugi. Nisem namreč jaz tisti, ki generira zahteve, kako bi rad živel, kaj bi rad naredil, ne bi poskrbijo, da bo meni uredno in tako naprej. Ne, v antičnem svetu je popolnoma drugače. Zahteva prihaja od drugje in se naslavlja na nas. Mi smo subjekti neke zahteve. Nismo mi tisti, ki zahtevamo.
Ker je duša, še enkrat, nekaj božanskega v nas samih. Zahteve so božanske. Nismo mi tisti, ki kaj zahtevamo. Mi smo tisti, ki odgovarjamo na zahteve. Zahteva je, kako boš živel, da bo tvoje življenje etično. Kaj boš storil, da boš ugodil tej zahtevi, da živiš etično. To je danes način razmišljanja, ki je skoraj nemogoč, ker se zdi, da so ljudje bodisi tako egocentrični, da vselej že vedo, kako živeti, imajo pravico, da živijo na svoje načine, vsak drugače in tako naprej in tako naprej. Zato se tako razmišljanje, ki je strogo vzeto filozofsko, do večine ljudi niti ne prebije. Da bi naredili obrat, ki so ga stari Grki že poznali. Kaj je moja dolžnost? Ker danes te ideje nadomešča kapitalistična propaganda. Pojdite hitro v trgovino nekaj kupite, ker oni že vejo, kaj je dobro za vas. Danes se zdi, da niti ni dovolj časa in priložnosti, da bi človek sam začel razmišljati, ne samo kaj bi on naredil, pa kaj njemu paše, kaj je njegov dolžnost. Da bi končno se naučil, kako živeti. Ta dolžnost, pravi Derrida, je etična. Strogo vzeto je učenje, kako živeti, že etično. Zato etika, v nasprotju s tem, kar misli večina ljudi, ni množica pravil, kako živeti. Etika je učenje, kako živeti. Ne, da je to etično, to je etika. Prosim. Zdaj se mi navno misel, recimo, obstaja, obstaja v bistvu kakšna kakršnakoli, na nekovaj, filozofska smer za trditev ameriški način življenja in da obsega danes. Seveda, ameriški pragmatizem, funkcionalizem recimo. Funkcionalizem je pol stoletja nazaj recimo bil eden od prevladujočih, morda niti ne, ampak izjemno prodornih, popularnih načinov razmišljanja ravno v Združenih državah Amerike. Funkcionalizem, pravi, ali pa različice pragmatizma, vsakdanjega sprotnega razmišljanja, kaj se najbolj splača, kaj je najbolj primerno. Strogo vzeto, prosim, si ne morem predstavljati, da bi lahko obstajala resna filozofska smer, šola, paradigma, whatever, ki bi lahko razmišljala na tak način. Ne vem, kako bi do takega razmišljanja strogo vzeto sploh lahko prišla. Zato ker, če samo še en element nakratko komentiram, ki sem ga že omenil, je to nemogoče. Namreč, če je končni cilj, telos, kot bi rekli Grki, kulture skrbi zase, spoznaj samega sebe in je ta samega sebe božansko oziroma neskončno v človeku, potem moramo po nujnosti priti ravno do nasprotnega sklepa, do nasprotne ugotovitve, da je v vsakdanjem življenju, kadarkoli, kjerkoli, zlasti, ker govorimo o medsebojnih odnosih in vanje smo vselej že ujeti, mora biti drugače. Za vsakogar od nas nujno, da se vprašamo vsaj tole. Ne, kaj naj naredim, da bom uspel, da bom zaslužil, kaj naj doložim denar, da bom na borzi, pa kaj takega zaslužil. Nekaj drugega je.
kaj naj storim, kako naj se obnašam, kako naj živim, da bodo pogoji tega, kar nas veže med seboj. Vsi smo socialne bitja, vsi moramo biti povezani med seboj, ker drugače kratko malo ne gre, tudi če tega nočemo, tudi če nam gre to na živce. Kaj torej storim, da bodo ti pogoji obstajali še naprej, oziroma da bodo izpolnjeni? Ali drugače, kaj naj storim, kako naj se obnašam, kako naj živim samo idejo dobrega? Še preden razmišljam, kam bom vložil denar, da bom dobil jutri več, da bom bogatejši čez 2 meseca ali pa čez 2 leti, da bom imel jutri več, kot imam danes. To razmišljanje je v redu, je na mestu, je kapitalistično, je prav. Trdim samo, da dolgoročno, če seveda sploh resno mislimo, če smo sploh pripravljeni resno misliti o odnosih do samega sebe, o tem, če danes tudi govorimo, o kulturi skrbi zase. Če tega resno ne mislimo, potem je zgodbe seveda konec. Potem zaradi mene naj prevlada pragmatizem, funkcionalizem, karkoli že, itak bo šlo vse v franže. Ampak, če mislimo vsaj približno resno, potem ne moramo priti do drugačnega spoznanja, kot je tisto, do katerega so Grki že prišli. In to je ideja dobrega. Če je katerakoli ideja o tem, kar lahko imenujemo kultura, to je nekaj, kar ljudje, ko smo skupaj, ko smo drug z drugim, ustvarjamo. Če je katerakoli ideja nujno v središču kulture, potem je to ideja dobrega. Ideja dobrega je pa nujno povezana z razmišljanjem, zato stari Grki do tega nujno morajo priti z razmišljanjem o sebi. In je to sebstvo neskončno. V tem je seveda tudi velika težava v vsakdanjem življenju. Ni namreč tako lahko odgovoriti na vprašanje, kako naj živim idejo dobrega. Se pravi, na neki najbolj trivialni ravni, kako naj živim, da bo to, kar jaz počnem, sprožalo dobre učinke tudi pri drugih, ker ne živim sam na Luni. Torej, jaz kratko malo moram upoštevati tudi ljudi, vsaj ljudi, ki so okrog mene. Hočeš, nočeš, se moram ukvarjati z idejo dobrega. Ali, še bolj natančno, ker dejansko ne vidim nobenega razloga proti takemu razmišljanju. Kot pravi Derrida, če ga citiram, kaj pomeni etično, se pravi, samo življenje, ko skušam živeti idejo dobrega, je to že etično početje. Etično početje pa pomeni vsaj dvoje. Prvič, dolžnost, da skušam živeti bolje. Ne samo dobro, ampak bolje. Naprimer, jutri bolje kot danes. Priznati morate, da je to precej drugačna ideja od ideje, ki je pogosta v našem sedanjem življenju, ta hip namreč, kako živeti, da bom imel recimo jutri več denarja kot danes. Zaradi meni je to lahko povezano tudi z dobrim in človek reče, da če jaz denar rabim, to prav, me sploh ne zanima. Strogo vzeto za idejo dobrega, to nima nobene zveze. Strogo vzeto. Na prvi pogled mogoče jo ima, meni to ne zanima, kaj je na prvi pogled. Se pravi, etično pomeni spraševati se, kako jutri živeti bolje kot danes. In najbrž je očitno, da je skrb zase smiselna samo, če mi pomaga, da jutri živim bolje kot danes. Ker drugače ne vidim nobenega smisla, če je jutri enako kot danes. Zakaj bi se sploh s čim ukvarjal? In druga plat ideje, torej etičnega, je pravičnost.
Jaz kot posameznik kratko malo ne morem reči, da me ne zanima, kaj je pravičnost, ki je po svoji definiciji vezana na medsebojne odnose. Obstajajo pravična dejanja, ki so vedno dejanja med enim in drugim človekom. Ne more človek narediti nečesa pravičnega sam zase. To je preprosto nemogoče, to je neumnost, to ni nič. Če torej razmišljam, kako biti pravičen, potem vselej že razmišljam, kako biti pravičen do nekoga. Torej do drugega, do drugih ljudi, ki so okrog mene. In to z pragmatičnim ali pa funkcionalističnim preračunavanjem, kaj se mi bolj splača, po notranji naravi nima nič skupnega, ker morda se splača meni, ali se splača tudi drugim. A ne temelji na tem kapitalizem. Briga vas za druge. Vi poskrbite zase. Razmišljate, kaj se vam splača. Naj vsak posameznik razmišlja, kaj se splača njemu. Na ta način do ideje pravičnega sploh ne pridemo. Nikoli. Zato je tudi tako redka v kapitalizmu. Daj ste pa že slišali kakšnega kapitalista, da bi razmišljal, investirali bomo 1 milijardo tjale, ampak, a mislite, da je to pravično do unih ljudi, ki tam delajo? Jaz ga še nisem videl. Tazga kapitalista da. Ker se ideja pravičnosti ne more niti pojaviti v takem obzorju, v taki kulturi razmišlja vsak zase, Margaret Thatcher, družba ne obstaja in tako naprej. Zato tudi etiko v najboljšem primeru razume, so vedno znova kongresi raznih menedžerjev, ekonomistov in koga že o etičnem. Etiko v najboljšem primeru razume kot nov spisek pravil ali pa spisek novih pravil, kako se obnašati v novem obdobju. Ampak etika nikoli ni bila spisek pravil. Etika s spiskom pravil sploh nima nobene zveze. To pa ja. Ok, to ja. Se strinjam, popolnoma se strinjam. Seveda, govorimo tukaj o etičnem. Etično torej je, etičen je način življenja. Če sploh lahko govorimo o etiki, potem nujno govorimo o načinu življenja. Ne o pravilih. Kaj mi omogoča, kot sem rekel, da se ne bom ponavljal, preživeti bolj pragmatično se vesti, da bom nakopičil več, ampak je podobno, pa da bom druge prehitev, da bom jaz uspel na njihov račun. Tako naprej. Ne morate, etike ne morate sploh upeljati v kapitalizem, ki temelji na tekmovalnosti. Ja, na dolge proge, kje je gore, Fran? Sej, če bi se skozi tak besednjak začeli prebijati, bi zopet zelo hitro bil vse Kierkegaard je to vedel, sej ni to nič posebnega, on je to vedel, in to tudi rekel. Bi se zelo hitro dotaknili tega, kar prepoznava, naprimer, v razpravi, ko Platon, ko se z Alkibijadom pogovarjajo, ko razpravljajo o ljubezni, naprimer, o ljubezni, ja, in o tem, kaj pravzaprav posameznik, moški, ženska, ni pomembno, posameznik. Sploh razume, torej, kaj posameznik razume, ko govori o lastni identiteti. Moški, ženski. Kaj pravzaprav to sploh je? Sej, v tem je, ne vem, meni se zdi na trenutke skoraj nedojemljivo, oziroma skoraj neverjetno, da so ljudje danes tako hitro, praviloma je tako, pripravljeni pristati, molče, brez razmisleka,
Kaj, na primer, je identiteta enega in drugega? Identiteta človeškega bitja je po definiciji nekaj partikularnega. Sploh ne more biti drugače. Mi praviloma prehitro vežemo identiteto na nekaj ali stereotipnega, ali obče sprejemljivega, o tem smo že veliko govorili. Moški se zelo hitro ustavijo pri majhnem naboru lastnosti, zmožnosti, ki jih lahko pripišajo moški. Danes potekajo živahne razprave, naprimer, da, in to je čisto res, se to spremljate, gotovo spremljate, v teh krajih potekajo živahne razprave, da naj, naprimer, moški, to so oni za Y kromosom, recimo, da ne bo, ker včasih je, ne, se kdo pa je, ok, ne, ampak približno se že daje. Ampak, ne, recimo, ne moški, ne, da bodo spet dobri očetje, vzgojitelji, ki jih primanjkuje, ljubimci, možje in tako dalje, ne vem, jejo več rdečega mesa, da bojo bolj možati, naprimer, ne, bolj pokončni ali kašli, bolj trdi ali iz tega nabora pridevnikov je, kar hočete, ne? Bolj kosmati ali kaj takega, ne vem, ne? Zelo živahne razprave v teh krajih. Ali pa da ne uživa, jaz ne vem, obogatenji uran, karkoli že, da ne bojo tako požešči, da ne bojo tako mehki, da ne bojo tako zbija, kar neki, ne? Ker jih primanjkuje, kronično primanjkuje, očetov primanjkuje, vzgojiteljev primanjkuje, v vrtcih jih praktično ni, v šolah jih je zelo malo, v nižjih razredih sploh, ne? Ženske se pritožujejo, pa kam so šli vsi moški, ne? Čeprav biološko jih je glih toliko, kar jih je bilo pred 100 leti. Ni videti, da bi se distribucija. In enako velja za ženske, ne? Ampak pri tem se tudi ustane. Namesto, da bi poskušali razmišljati, kaj je v časih, v katerih živimo, začetek 21. stoletja, nova partikularnost, nova, ne, pa imamo nazaj v stare čase, ne vem, ne imajo spet moški 120 kg, ta pravi deci, ženske ne pa bodo, ne vem, Viledorska Venera, ali kaj se, ne, da bo ta prava ženska simbol rodovitnosti, plodnosti in ne vem česa še. Ne, če kaj, ne, potem je treba iti naprej in vsega vprašanje je, kaj je nova partikularnost? Ali lahko mislimo dobesedno, nove identitete, o tem smo tukaj že govorili, za Boga, mi živimo v ekstremno konzervativnih časih, če mene vprašate, to smo komentirali pred časom, ko so južni sosedje zapisali v ustavo, katera družina je ta prava. Mi tukaj razpravljamo o novih identitetah, o novih partikularnostih, o novih razmislekih, oni pa zapišejo ustavo, ta je ta prava, vse druge so pa kaj? Pač ne ta prava, po logiki. V tem je težava, da je veliko konzervativnosti, pejmo nazaj, ta prava podoba moškega, lik in podoba, je una in te primanjkuje. Ne, nobena ni ta prava. Ne gre za to, kera je ta prava. Če kaj, jaz pri tem pač ustrajam, je treba misliti točno to, kar smo zdaj povedali na koncu. Kaj je danes ideja dobrega, ideja pravičnega, kako misliti samo etičnost sodobnega življenja? Ne zaradi ne vem kakšnih preračunljivih razlogov, pragmatizma, funkcionalizma, kar hočete. Ne! Prvič, zato, ker je na tem nekaj univerzalnega, vedno je bilo in vedno bo. In drugič, če sploh še hočemo preživeti. Omenil sem na začetku, da je v pomanjkanju takega razmišljanja lahko zelo veliko, torej zelo hitro, zelo veliko destruktivnosti. Zelo hitro. Lahko bi zdaj zavili na neko drugo področje, recimo političnega življenja, se ravno kar smo imeli referendume v Evropskem parlamentu, spon desnice in tako dalje in tako dalje. Zdaj, koliko se ljudje tega zavedajo, vse izkušnja ni daleč, nekaj desetletij, 80 let, če beremo, če beremo Hannah Arendt, recimo. Hannah Arendt natančno pove, ima milijonkrat pove, leta 1931, se pravzaprav nihče od nas ni bal Hitlerja. Nismo
smo se ga bali. Ja, smo že vedeli, da je na položaju, pa da bo model in tako naprej. Pravi, ne, mi smo se bali nacizma. Torej, gibanja navadnih ljudi, načina razmišljanja navadnega slehernika. Ne? In še danes se v razpravah zelo hitro ljudje zadovoljijo s tem, da razglasijo Hitlerja za bedaka, idiota, tepca, psihopata, norca, kar hočete, ne? In se pomirijo. Sej on je sprožil, on je kriv, on je vse. V nekem smislu pravzaprav on ni nič naredil. Ni mogel narediti. Ne? In je veliko premalo spraševanja natanko o tem, kakšne oblike subjektivnosti so pa danes, ne, lahko je misliti svet za nazaj, pa biti pameten, ko smo navadni. Ampak katere oblike subjektivnosti in kateri materialni pogoji specifičnih, partikularnih oblik subjektivnosti so danes take, da recimo dolgoročno podpirajo destruktivne dejavnike v občestvih in tako dalje. Ne vem, meni se zdi to preprosto izjemno vznemirljivo. Brez ali pa z pomanjkanjem, naprimer, tega, kar imenujemo kultura skrbi zase, smo dolgoročno obsojeni, zato ker kultura, nekdo je na začetku danes omenjal korporativne kapi, seveda je korporativen. Velik del sodobnih kultur, to pomeni tega, ker imamo ljudje med seboj, medsebojnih odnosov, načinov razmišljanja, forum subjektivnosti in tako naprej, oblikujejo, diktirajo korporacije. Ampak ogromno posameznikov to sprejema in se jim zdi fajn. Zdaj, ne vem, meni gre pač le po konci, ko pridem v razmisleku do ideje, do začetka recimo razmišljanja o takih idejah, da so sodobne kulture v veliki meri korporativne. Meni je pa groza tega. Meni je pa groza, da mi korporacija ponuja že izdelane forme subjektivnosti in reče, ti sam kup. Saj so narejene zate, naprimer, za Boga, forme subjektivnosti. Zdaj bi seveda se moral vrniti čisto na začetek, oblikujemo skozi logo, skozi samoomejevanje, da ne bo. To so načini vedenja ljudi, ki oblikujejo kulturo. Zato kultura dolgo časa nastaja, kompleksen, zapleten pojav, ne, in je pravzaprav tudi težko uničiti. Kultura je težko uničiti. Tudi če pobijete ne vem koliko ljudi, bo kultura preživela, v umu bo preživela, v spominih bo preživela, ljudje bodo negovali naprej. Kultura pravzaprav skoraj nemogoče uničiti. Morda pač dolgoročno, kot sem danes tudi rekel, skozi 1000 let se veliko idej, ki so jih recimo gojili stoletja dolgo v antičnem svetu, zgubi. Preprosto pozabijo ljudje na nje. Enostavno se več z njimi ne ukvarja. Stajajo nove knjige, ki prinesejo nove besednjake. In najslabše pri tem je, da ljudje rečejo, ja, danes leta 2014 pa že ne bomo blati Platona. On je bil takrat mogoče aktualen, pa to je bilo v starih časih, danes je pa čisto drugače. Vraga. Ni res. Obstajajo ideje, ki so univerzalne in so tudi malce, ne vem, vse to, kar smo danes povedali, jaz res ne vem, če kdo lahko reče, da je to zastarelo. Prosim. To sem dal misliti, ker mi je najbolj, da mi rekel čudno to, da se prijeti v dobu vse tehnologije, recimo vse množice podatkov, ki je na razpolago, in pa, ko ne rečem, pa je dokazano, da imamo, bom se homil na Slovenijo, bom rekel vse več visokošolnih ljudi, vse več ljudi pepsa. Mislim, tako gre, to je ena tista, bajna pa je gledam, ne razmišljam, Je vedno več zelo resnih razmislekov, vse to smo vsi priča tem razmislekom, tisti, ki imamo danes otroke na univerzi, pa še zlasti, danes se zdi, da bi najraje 4-letni študij, ko smo mi 4 leta morali študirati, pa 9 semestrov skrčili na eno, 3 semestre, če bi se dal imate. Danes imate, ja, se strinjam z vami, imate cel kup magistrov znanosti pri 21. In potem razlagamo,
otrokom, da smo morali delati 9 semestrov faksa, pa pol 3 leta magisterij, pa pol še 3 leta doktorat, pa nas gledajo, kot da smo iz praveka. A kar 11 let si moral na faks hoditi, da si prišel. Ja, koliko 11 let, a ste nori? Ker se danes, seveda, se strinjam z vami, ampak če hočete to narediti, potem morate množico idej, množico konceptov preprosto zredirati in reči, to nas ne zanima. Vi morate težiti k temu, da rečete, sej, en inženir, ki bo gradil mostove, mi rabimo to mostov, beri dodane vrednosti, pa ta jajca, kaj se zdaj on rabi ukvarjati s Platonom? Zakaj bi on moral imeti, recimo, predmet filozofija za inženirje? To bomo brisali. In po isti logiki potem lahko brišete celo vrsto stvari in se približujete nekemu minimumu. Kaj je tisto minimalno, recimo, kar naj danes zna, kaj se danes prihaja iz fakultet 23-letni psihoterapeuti. V oči vstopijo iz jamic, 23-letni psihoterapeut. Brez izkušenj, brez... Kaj mora on znati? Kaj je tisti minimalni nabor znanj, ki jih, na primer, še potrebuje, da bo za silo nekaj pokrpal? In to je tista groza, o kateri govorimo. Zato smo hvaležni, da obstajajo taki prostori, da imamo dovolj časa, da lahko razpredamo in razpravljamo o Platonu in kaj Platon rekel, Alkibijad in kaj Alkibijad povedal naprej in kaj je Epiktet razmišljal in kaj je pisal svojim dnevnikom Marka Avrelija in tako dalje in tako dalje. To, kar je to pomembno. Ta pragmatizem, o katerem vi govorite, že postaja tako vulgaren, jaz ne vem, koliko se drugi ljudje tega zavedajo. Jaz se zavedam zelo. To mislim zares, to ni zdaj kakšno patetično stokanje. Mislim zares, koliko je danes še ostankov kulture, na primer, preprostega pogovarjanja. Pogovarjanja, o tem so že večkrat govorili, ob kavi. Ja, ali ni res, da je vse več tega, da se ljudje dobijo ob kavi vsak svojo mašino v roki? Mislim, mene spravlja v obup, ko sedim s človekom in me niti ne pogleda, ker stalno neki, kaj pa ti delaš, sam tole preverim. A nisva šla midva na kavo zdaj, a bi midva eno kavo spila, ali pa reč, bom jaz preverjal, pa grem jaz domov. A se ti meni ne rabaš, da preverjaš, kaj je, karkoli že preverjaš. Ampak zdi se, jaz ne trdim, da je zdaj vedno in samo tako. Zanimiv je ta vtis, o katerem lahko razmišljamo. Kaj za Boga 4 ljudje skupaj delajo, 1 uro, ko pijejo kavo in vsak čekira na tistem svoji napravi, karkoli že pač čekira. Zakaj so skupaj? To mislim kot resno vprašanje, ne kot moralistično jamranje. Ne, resno. Zakaj so skupaj? Kaj bi oni rekli, to je zanimivo raziskovalno vprašanje, resnično zanimivo raziskovalno vprašanje, kaj ljudje delajo, kaj ljudje mislijo, ko nekaj delajo. Ker lahko domnevamo, da nekaj mislijo zraven. Zanimivo bilo narediti raziskavo. Kaj mislite, o čem razmišljate, ko pijete kavo, ko brskate po netu, ko kaj pošljete SMS, poročila več čas. In še ena zadeva, ki jo moramo omeniti, v tem, kar ste rekli, zakaj, to se mi spet zdi resno vprašanje, ni to jamranje, zakaj je veliko ljudi, ne vsi, zagotovo da ne vsi, zakaj je veliko ljudi danes pripravljenih resno trditi, da se nimajo s kom pogovarjati? To je zanimivo vprašanje. To je res. In to so, zdaj, mi lahko seveda razmišljamo v tej smeri naprej. Če berete kakšnega Kurzweila, kakšne druge avtorje, teh materialiste, oni imajo v tem nobenega problema. Tehnologije bodo že po jutrišnjem tako blazno razvite, o tem smo tudi tukaj že razmišljali, bodo tako blazno razvite, da posameznik ne bo empirično v svojem življenju potreboval drugih ljudi. Doma bo imel robota, ki mu bo stregel, saj že danes vam posesa
pač karkoli, a ne, stroji vam operajo, nabavite še robota, ki vam bo, ne vem, zvečer zapel spavam, ali pa vas bo bogat odnesel v posteljo, nežno položil, pokril za odejo, zaželjo koloč, recimo, kar vam že dolgo nišče ni, naprimer, ne. Domovi za starejše ljudi imajo robote, ki delijo zdravila, se pogovarjajo z 80-letniki, ki nimajo pač nikogar več, da se z njim in tako dalje. In tako tudi se dogaja ta hip zdaj. Ne? Po jutrišnjem se bo seveda še v veliko večji meri. In zanimive spet, ne, so, pravim, zanimive, jaz to resno poudarjam, ne, zanimive so ideje, torej, raziskovalne ideje, ki jih raziskuje v resnici zdaj, psihologi, naprimer, ne, zlasti na Japonskem, ki pa tega največ. Ne. Kako to ljudje doživljajo? Kako doživljajo 80-letni dementni starci robote, ki se do njih prijazno obnašajo, morda celo bolj prijazno, kot se je kdorkoli z njimi pogovarjal zadnjih 20 let. Ljudje so vzhičeni. Ampak imate fragmente, ne? Fragmente, recimo, morda neke bodoče kulture, morda, torej še enkrat pravi, neke bodoče kulture, v kateri se bo, saj za določeno število ljudi izkazalo, da se raje pogovarjajo z roboti, kot pa z drugim. Morda, jaz ne trdim, da tako bo, lahko bi pa bilo, sodeč po izkušnjah, ki že, ali pa recimo sodeč po izkušnjah strokovnjakov, ki izdelujejo robote, psihoterapeute, obstajajo zanimivi torej programi, psihoterapevtski programi, resne zadeve, ki bodo spremljali recimo človeške odprave, prvo človeško odpravo na Mars, kjer je seveda tak robot z vidika vsega, kar vemo o človeški duši, v tem božanskem v človeku, največ kar nuja. 10 mesecev zdržati recimo na poti do Marsa v popolni temi in praznini, ne, in če nimate okrog sebe računalnikov oziroma zaslonov, prek katerih ste povezani z pač, ljudmi na Zemlji, in nimate ob sebi dobrega računalniškega psihoterapevtskega programa, s tem se lahko pogovarjate, ko ste v stiski, ko ste osamljeni, ko se že želite mogoče nazaj. Premislil sem si izstopam na pol poti do Marsa, ja, kam. Dobiti nekaj zelo zanimivo perspektivo, zelo zanimivo. Če se včasih pritožujemo nad tem, da imamo preveč zaslonov okrog sebe, mladi ves čas živijo, visijo na zaslonih in tako dalje. Prva odprava ljudi na Mars je pravzaprav v veliki meri odvisna ravno od zaslonov in digitalnih povezav, seveda z oddaljenim planetom, Skype variante in tako dalje, da se te lahko z njim sploh skupaj pogovarjali. Ne? Prosim. Ja, gospa, vi imate zelo dobro vprašanje, tako da čisto po koncu. Zakaj? Ja, ne, se je čas bom ilustriral z neko dramatično parabo, z neko prispodobo, neko podobo, ki jo lahko danes vidite. Če danes narišete, zapičite zastavice, zemljevid sveta. Zemljevid sveta in rečete, ok, zapičila bom zastavice na vse tiste kraje, kjer ima NATO svoja oporišča. Če tega niste naredili, a pa če tega še niste videli, verjamem, da boste zgroženi, ko boste opazili, kako NATO obkroža Rusijo in Srednjo Azijo. Kjer so največje zaloge pitne vode. Torej, zakaj? Najprej, saj veste odgovor, najprej so ekonomski razlogi. Tisti, ki bo zdaj poteka tekmo, ne koliko to veste. Kitajci nameravajo kot prvi postaviti bazo na Luni, kjer je toliko, kakšnega skalovja in kakšnih rudnin in vseh, zdaj sem geolog, pojma nimam, česa vse je na Luni v izobilju, ampak oni že vejo, česa je. In na Marsu in tako dalje. Še pride Kitajci na Luni, ne bomo imeli Lune. Ok, zdaj nam je čas potrebe. Kako bomo prezludili? Ja, to znajo biti dramatične zadeve, potem se bomo morda obrnili drug drugom pa rekli, ok, saj drugega imamo še, oziroma
Da ne bo kdo zgrožen, pa bo rekel, pišu, kaj se, a sploh še drugega imamo. A ni že velika civilizacija propadla? Ja, bolj ali manj. Tudi, regeneriki ravno, ne? Se jaz ne trdim, da bo naša obstala, zato ker se mi tukaj pogovarjamo. Ne verjamem, da bo to k čemu prispevalo, ampak pogovarjamo se pa še vsem lahko. Zamrete civilizacije, ne? Prosim? Kon civilizacije, ne? Vse te že rečemo. Ok, ne? Ampak a veste, kaj mene pri tem fascinira? Mene fascinira to, kar vidimo na koncu filma Melanholija, Lars von Trier. Ok, nimamo več nobenega časa, ni nobene možnosti, trg Zemlje s tem planetom je neizogiben. Ampak, a ni to tisto partikularno, božansko, človeško, ko rečete, da ok, res je, evo, nič se ne da več narediti. Ampak Magic Cave pa še zmeraj lahko postavimo. To je eminentno človeško dejanje. Nobena žival tega ne zmore, nobena žival tega ne more misliti. Človek pa lahko. Človek ima to božansko zmožnost, da tudi v najhujših situacijah. Berite Frankla, psiholog v taborišču smrti za Boga. Ne sam kako preživeti, ampak kako iz tega potegniti najboljše, kar zmore človek. Pa ne mislim na tistem bizarnem, absurdnem, vsaka stvar je za nekaj dobra, kar streljati začne, ko mi kdo to omeni. Ampak govorimo o tej partikularni zmožnosti. Ja, mogoče gre pa civilizacija res v franže, prav, ampak do ta cajt sem jaz recimo še za kakšen takle večer, da še kakšno reči. Meni samo nekaj pada na misel, da ste rekel, kako bi poimenovali. Prej ste omenil Sokrat Platon, ne? To je navezat učitelj učenec. Lahko bi imeli pa tak skop, učitelji in to bi njihovi učenci za prihodnje leto. To je izvrstna ideja. Izvrstna ideja. Ker začeti je treba pri mladih, pravi Alkimija. Mislim, Super. če ste rekonstruirali. Ja, ker se mene tiče zdaj 2 minute za demokracijo, da še drugi Mislim, jaz sem za, meni je fajn. Če je vam fajn. Prosim. Lahko rečemo, da je o ideji dobrega govoril že Erik Fromm. Zagotovo je. Fromm se je zelo trudil, da bi med drugim tudi, da bi razumel tisti nenavadni Freudov koncept gona smrti. To ga je ubijalo. On enostavno ni mogel razumeti, ampak Freud s konceptom gona smrti pač ima tako ime, ima. Ampak se je treba poglobiti v njegem razumiju. Fromm je imel to težavo in rekel, ne more gon smrti, človek je dober, človek ima v sebi zgibe, da naredi nekaj dobrega. Ja, zagotovo je to res. A veste, kaj je Thanatos? Thanatos ni človekova težnja k destrukciji, k uničevanju. Daleč od tega. Freudov koncept Thanatosa pomeni zmožnost človeškega bitja, da naredi, da misli nekaj nesmrtnega. Oziroma, da človek sam lahko teži k nesmrtnosti. V tem je štos. A veste, na prvi pogled se zdi, da je to lahko destruktivno vedenje. Z vidika, recimo, občestva, v katerem živite, se zdi, da je posameznik, ki je zmožen narediti kaj nesmrtnega, ki je recimo pripravljen plačati tudi najvišjo ceno za to. Zato gon smrti upravičeno nosi ta ime. Ampak z vidika občestva je to lahko videti iracionalno. Kaj se pa ta posameznik gre? Ampak če dobro premislite, kaj pa je Gandhi drugega počel v vsem svojem življenju, ko se je zavedal pač ideje, katera je bila osnovna ideja, ki žene Gandhija? Je ideja nepravičnosti oziroma ideja pravičnega. Njega ustrelijo na koncu, saj to vemo leta 47. Ampak on ves čas ve, da je pripravljen slediti tej ideji, pa makar se cel svet na glavo postavi, ker je vedel, da je to dobro, da je to ultimativna oblika dobrega. In
o tem smo tudi že veliko tukaj govorili, ja kaj pa Jezus Kristus drugega počne? Zakaj se zdi, a ni res, da se z vidika njegovih učencev, drugih ljudi, njegove matere, bratov, sestra, očeta in tako naprej, zdi popolnoma iracionalno, da odide v Jeruzalem, v tempelj, razmeče onim krošnjarjem in čez 24 ur je mrtev. A se ne zdi popolnoma iracionalno? Reče, ti pa kaj je temu? Zakaj pa zdaj to bilo treba? A nismo rekli, da bomo šli revolucija v boj proti rimski nadvladi, osvoboditev? A ni bilo rečeno, ali ni bilo že zapisano in tako naprej, prišel bo odrešenik, prerok, bla, bla, bla. Ne, se treba bolj poglobiti. Kaj je tisto, kar nas v končni fazi, zares dela ljudi in kaj je tisto, kar prepozna tudi sveti Pavel v pismu Korinčanom, ko reče, ne, Jezus se mi prikazal in rekel, zakaj me preganjati. To so si izmislene pravljica. To je bilo polno kasneje napisano za druge ljudi, za nepiskane pogane, da bo naredil. Ne, sveti Pavel pravi drugače. V tistem trenutku ne rabite nobene svetlobe in glas izza oblakov, ne rabite vseh teh okraskov. On reče, odkril sem božansko v sebi. To je zame ultimativno človeško dejanje. Ne, nekdo me je nagovoril, zakaj me priganjaš, jaz sem padel dol in znak se rekel, joj, se te ne bom več in tako naprej. Ne, veliko težje, ampak seveda dolgoročno vzeto, neprimerno bolj radikalno in revolucionarno, v smislu ideje dobrega, ki je etična in je ideja pravičnega, je vsako vedenje človeškega bitja, ki sledi temu spoznanju, za katerega je človek sposoben. Odkril sem božansko v sebi. Ne, brskam po svoji duševnosti, podzavesti, odkril sem že, ne vem, prejšnje življenja, reinkarnacija, v prejšnje življenje sem bila princesa, mambo, džambo, mislim, to se mi zdi totalno brez veze. Nekaj drugega je, ampak res razumeti idejo božanskega v meni in razumeti, ampak res do konca dojeti ta radikalni obrat, ki ga zastopa Jezus Kristus, ko, spomnite se iz filma Scorsesejevega filma, ko reče materi, da gre v puščavo za 40 dni. In ga bati skuša še to lažati. A ste kdaj razmišljali o tem odgovoru, ki ga ponudi Jezus lastni materi, ko mu mama reče, ok, Jošua, ne skrbi, saj če je demon, to znamo, bomo že izgnali, bla, 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 postajajo rituali, postopki in tako naprej. Jezus pa reče, ja, to je easy way, to je lažja pot. Ne? Kaj pa, če je Bog, ki me nagovarja hudiča? Njega pa ne moreš izgnati. A veste, to je tisto, kar mene zanima. Ja, zle sile bomo premagali, bomo šli k šamanom, psihoterapeutom, ja, magične energije, ne pridejo kozmična sevanja, kar čte. Ampak to je lažja pot. Kaj, če je Bog tisti, ki me nagovarja in pravi, ej, stari, a si že kdaj razmislil, kaj boš naredil v svojem življenju, da bo worth living, da bo vredno živeti za Boga? A si kdaj pomislil, lažje je reči, o, Bog naredi nekaj, usliši mojo željo, saj bom pridem, bom šel na brezje po kolenih, če treba in tako naprej. To je lažje, kot pa da se Bog obrne nate pa reče, ej, ti povej, kaj je dobro. Ne mene prosi, da izpolnim tvoje želje, izpolni si jo sam, ampak izpolni si jo tako, da bo vredna ideje dobrega. To je tisto težko. To je korak ali pa pot, ki se odpre k neskončnosti, oziroma k temu, da človek odkrije božansko v sebi in da neha preračunavati teh dnevnih ravneh, ne, se mi to splača, bi raje uro salamo kupa, bi to joj delal na sebi, treba tam moram da še malo za uboge v Afganistanu, sej bom plačal, bom poslal SMS, bom plačal 1 evro. Fajn! Super, jaz ne reč proti temu, ampak to je lažje. Mene zanima ono, kar je težje. Tisto, kar nas še bolj dela človeške. Spomnite, prej, ko sem govoril, etika pravzaprav je, kako jutri živeti bolje. Ne gre za, joj, kako dobro živeti, joj, kako je meni fajn, malo tega, malo unga, aha, dobro mi je, malo popolno zrnate štručke je, pa te, fajn mi je, super! Manjka pa odgovor na vprašanje, kaj pa je bolje od tega, prosim?
napisane, Randi, bla, 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 da dela dobro, se teh ljudi spomnimo, da oni si jih poznamo po imenu. Kaj, če bi 5 milijonov ljudi naenkrat delalo to, kar vi govorite, potem bi to radilo običajno stanje, se tem sploh ne bi več pokvarjali. Jaz imam zelo rad take futuristične ideje, imam pa eno idejo, ki bi jo kar izpeljal iz tega, kar reče Alkibijat, ko se pogovarja. Vprašanje je tole. Ok, kako pa veš, kako ti veš, dokolje? Ali boš jutri še na ravni tega, kar si danes dosegel. Kaj pa težnja krenobi, mogoče se tudi tam ne bo dalo, ljudje smo polni raznih skušnjav, je okrog nas zelo veliko. Kako veš? Seveda, pravi plat, edini odgovor je, ne vem. Ne vem. Ampak ravno v tem je izhod, je možen izhod. In sicer se nekaj, recimo, nekje tudi potem omenja to idejo, oziroma se zelo z njo ukvarja. Namreč pravi, a ni res, da ravno zato, ker smo tako nagnjeni k lenobi, skušnjavec nas mimo grede premaja zvabi, ali ni res, da ravno takrat še najbolj potrebujemo drugega človeka, ki nam tega ne dovoli. Če se znajde 5 milijonov ljudi in tvori tako kulturo, o kateri vi govorite, in če je ta kultura res na ravni tega, o čemer smo govorili danes, potem trdim tole, in to je aksiom. Za vsakega človeka obstaja vsaj en drugi človek, ki je tak, da mu ne dovoli, da bi šel nazaj. Da bi šel nazaj, da bi zdrsnil, malo v regres, svoje sem že dosegel. Ideja, antična ideja skrbi zase, ne dovoli, da se človek ustavi in reče tako, fino, jaz sem zdaj poskrbel zase, jaz sem dosegel nirvano, kako. Antična ideja ne pozna nobene nirvane, ampak pozna nenehni boj, spopad. Spopad je raba sile, moči. In če vselej obstaja vsaj en človek, ki mi ne dovoli, da bi podlegel skušnjavcu, da bi zaspal na lavorikah, kot se reče, če mi ne dovoli, in ideja etičnega oziroma pravičnega to predvideva. Potem se seveda to, kar vi pravite, ne more zgoditi. Ker bo vselej vsaj en tak, ob katerem bom dobil vsaj minimalni občutek, ups, malo sem zaspal, vidiš pa res, da se mi več, imaš prav dobro, da si me, kolikrat, če berete Sokratove dialogije, kolikrat Sokrat to reče, pri moji veri, imaš prav, vidiš, na to sem pa pozabil, to bi moral še malo razmisliti, ja, s tem se pa treba še malo ukvarjati. Jaz ne vidim nobene možnosti, če se res zgodi to, kar ste vi rekli, v tem nekem smislu konc. Ampak vse tudi v svetu, v katerem živimo, vedno znova lahko najdemo vsaj nastavke takega načina medsebojnega vedenja, ki tega ne dopušča. Zato bo vsaj en tak človek. Seveda, jaz nisem v tem smislu idealist, da bi zlahka verjel, kako se bojo take kulture razvile, 5 milijonov ljudi in tako naprej. Ne, jaz sem blazen pesimist. Jaz, koliko sem prej rekel, v tem smislu, jaz si zelo težko predstavljam, rad bi upal, bi bilo drugače, da se zelo težko predstavljam, ko se soočimo s korporativnim kapitalizmom. A mi res lahko vplivamo na korporacije za Boga, s čim, kako? Čeprav v nekem radikalnem smislu, to so zanimive utopistične ideje. Utopistične ideje je nekaj, kar je treba gojiti, ampak jaz si ne predstavljam, pravim še enkrat, zlahka, da bodo milijoni ljudi pripravljeni to gojiti. Ne vem, dvomim. Korporacijo bi se da spremeniti, kljub vsemu, zato ker korporacije še vedno vodijo preko ljudi.
Korporacija ni mašina, je po svojem delovanju, ampak to mašino uporablja človek točno dotičen To je velik problem, če je to res. Bodite CEO ene take korporacije. Jutri zjutraj dobite službo, postanete izvršni direktor ene korporacije. Do opoldneva ugotovite, da vi ne vodite absolutno nič. Da je korporacija natanko mašina. Če vi hočete imeti naslednji mesec take in take plače, vi morate narediti to in to in to, morate tja investirati in tja in tja in tja in tja in tja, drugače se vam bo sistem zrušil in najprej boste vi izginili iz svojega mesta. Jaz ne verjamem, da sploh katerikoli človek karkoli vodi. Jaz sem prepričan, da imate deluzinga teliko omenjata v kapitalizmu in schizofrenije, ne? Vedno znova, da je kapitalizem je v bistvu poblaznel stroj. To je mašina, ki teče v nekem smislu navidezno, ja, kar je težko razumeti, sama od sebe. Zakaj med drugim tudi? Zato, ker vsakdo, ki se znajde v tem stroju, v končni fazi seveda v nekem drobnem obsegu smo to tudi mi, vsaj kot potrošniki. Vsakdo, ki se znajde, takoj ve, kaj mora narediti, če hoče še biti v tistem stroju. Vsakdo ve. Seveda obstaja neka siva cona, jasno, da obstaja nek minimalen manevrski prostor, seveda, zato se da tudi manipulirati in potem prihaja do raznih krešov. Ampak če pogledate iz dovolj velikega visokega zornega kota, recimo, ugotovite, da ne vodite nič. Da ste prisiljeni, kratko malo ste prisiljeni investirati, če hočete ohraniti. To bi bila neka druga tema, nekaj prej rekel, branje kapitala, stopnja profitabilnosti. A veste, kaj je treba danes narediti? Da je stopnja profitabilnosti vsaj taka, kakršna danes je. A veste, kam vse je treba investirati gigantske količine denarja, ne tja, kamor vi mislite ali pa hočete, ampak tja, kamor vam matematični izračuni kažejo, da še lahko računate neko minimalno stopnjo profitabilnosti, se pravi, vlagate natanko tja, kamor je treba. Zakaj za Boga pa mislite, da se investira v ne vem kakšne čudežne potovanje na Mars in tako naprej? Zakaj se ne more zgraditi še 5 pediatričnih bolnic? Zakaj se da čuti? Ja, zakaj se? To je odgovor. Zakaj na Mars? Ja, ker je bolj profitabilno. Zakaj je treba imeti vojno tamle? Ja, ker je profitabilna. Naivno je razmišljanje, ja, bom jaz postal CEO, pa bomo vložili v bolnice, v znanost. Lahko, ampak samo enkrat. Ker tam ni profitov, ne morete jih ustvariti. Boste propadli čez noč. Torej, jaz ne verjamem, da kdo kaj vodi. In zato se tudi ne morete v kapitalizmu strogo vzeti, danes se ne morete na nikogar obrniti in reči, on je kriv. Ampak oni so krivi. Ta stroj je anonimen, teče samo od sebe. Če bi bili zdaj tukaj korporativisti, bi se verjetno, koliko sploh znajo, strinjali z številnimi našimi idejami. Če bi rekli, trajnostni razvoj. Ja, itak. Mislim, kaj pa British Petroleum dela kot trajnostni razvoj? Zelena energija, so vede. Oni so prvi. In kaj jim boste učitali, da premalo vlagajo? Bo rekel, mi smo vložili 5 milijard funtov lansko leto. Ko ste pa vi? Nimate argumenta. In vse to, kar se počne, zakaj je danes treba vse zadnje, a ne? Če hočete, ne vem, preteč 3 kilometre, morate imeti tako opremo, tako športne copate, 1, 3, 4, potem vas tega Harvigo Norman priganja, kupite une za 150 evrov, ker so znižene, prej so pa 450, da boste lahko pretekli 3 ušive kilometre. Ki jih lahko pretečete tako ali pa tako, kadar čte, v ta prvi gmajni pomahu in tako naprej. Ampak ne. A ni podobno, tako kot je Hannah Arendt rekla, za nacistični stroj? Pač v končni fazi Eichmann ni bil zlo, ampak se je pač znajdel na nekem mestu, kjer je bilo objektivno zlo zaradi samega stroja. Tako bi lahko mogoče tudi rekel za ta stroj, kapitalistična. Vsi ljudje se znajdejo na tem mestu, načeloma dvomim, da če bi njih vprašal, hočejo osebno lakoto, pa pač trpljenje in tako. Noben jo noče. To imate prav, s psihologijo posameznikov ne moramo misliti korporativnega sveta, ni logike. No, seveda, enako kot bi rekli za naciste.
dokler ni bilo holokausta, saj pa to poznamo, to je zlizana zgodba, vsi so bili prijazni družinski očetje, radi so imeli otroke, bla, 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 bili so dobri ljubimci, ma pol nacista je doktora znanosti imate. Super inteligent, ja, imate prav, seveda, psihologija nam ne pomaga nič. To je stroj, ki ima svoje zakonitosti in zakaj se danes tako zelo, ampak zdaj pa res moramo nekaj nas bojo ven vedeti, ne? Zakaj se danes tako zelo propagira brezbrižnost? Ne ukvarjate se z tekanjem po zelenih levarah. Ja, ravno zaradi tega, ne, da stroj teče še naprej. Sprejmite, da je to dobro za vas, vse to smo že 1000krat povedali. Drugo leto bo vse raslo, indeksi kažejo samo navzgor, borze se radostijo, radostite se še vi. Torej, hvala.